Poslušate Frankloskop, podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 11. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj današnji gost je Vladimir Prebilič, slovenski politik, prvi človek nove stranke Prerod, geograf, zgodovinar, doktor in profesor obramboslovja. Zdaj evropski poslanec, nekdanji predsedniški kandidat in dolgoletni kočevski župan. Dolgo časa je bil socialni demokrat, s to stranko se je razšel, na evropskih volitvah je mandat pridobil na listi zelene stranke Vesna. Zdaj se kot prvi človek nove stranke Prerod podaja v boj na državnozborskih volitvah, do katerih nas loči še dobre 4 mesece. Spoštovani dr. Prebilič, dobrodošli. Dobrodošli, lepo pozdravljeni vsi skupaj in hvala za povabilo. Dr. Prebilič, kakšen je vas občutek? Kako visoko kotirate glede priljubljenosti pri slovenskih volivcih? Ankete kažejo eno stran, vprašanje je, kako verjamemo anketam danes. Kje se vidite denimo junija 2026? Drži, to, kar ste pravilno ugotovili, ankete sicer vedno nekaj merijo, je pa tudi res, da so kar nekajkrat v zadnjem obdobju zgrešile nekatere napovedi. Jaz se sam ne obremenjujem s tem v ta trenutek, seveda bi si želel, da bi se to poznalo tudi na anketnih rezultatih, ampak prave ankete bodo volitve. Osebno menim, da se stranko Prerod predstavljamo zlasti na levem političnem spektru alternativo temu, kar gledamo danes v Sloveniji, in v tem delu seveda tudi nagovarjamo volivce. Želel bi si, da bi po volitvah, torej tisti ponedeljek zjutraj, bili v funkciji soodločanja pri oblikovanju nove slovenske vlade. In kje se vi osebno vidite leta 2026, recimo maja? No, jaz osebno bom prevzel vsako funkcijo, ki mi bo namenil volilni rezultat. Seveda ljudje bodo to izbrali tako ali drugače. Svoje osebne ambicije v tem delu potiskam v ozadje. Mislim, da je ta trenutek Slovenija tista, katero moramo reševati. Več kot bo glasov, lažje bom to počel, manj kot bo glasov, bodo pa drugi izbirali. Skratka, jaz bi si pa želel, da bi imel to možnost, da sooblikujem prihodnost Slovenije. Reševati Slovenijo ste dejali. Je Slovenija potrebna reševanja? Žal, jaz mislim, da stvari niso najbolj optimalne, pa bom zelo optimistično to povedal. Dejstvo je, da se nam odpirajo škarje na področju javnih financ, da se nam na horizontu kažejo zelo težke gospodarske razmere v Evropi. Nemško gospodarstvo je v recesiji, tudi globalno in geopolitično nas čakajo vedno novi izzivi. In jaz mislim, da mora Slovenija v ta, recimo, zadnji krog, če tečemo zdaj neke kroge v smislu stadiona, priti čim bolj pripravljena. In kot rečeno, dobra ekipa je v tem delu zelo pomembna. Sam tudi spremljam zelo budno, kako se pripravlja nov evropski proračun. Tam se vidi, da so zadrege zelo velike, prihodki so težava, želje so vse mogočne, ki jih je nemogoče financirati. Skratka, tukaj bo treba biti zelo kreativen, na drugi strani racionalen, predvsem pa zelo sposoben, da tisto, kar imamo, upravljamo čim boljše. Te volitve ne bodo zgolj boj. Metaforično bi lahko rekli, da bodo mesarsko klanje. Vaš komentar na to metaforo? Ja, žal, ta parafraza seveda izhaja iz krsta pri Savici. Drži, žal bodo volitve zelo naporne, sej vsake so. Je pa res, da kar mene osebno moti, veste, ni problem soočanja argumentov, to je stvar normalnosti. Malo manj normalno pa je, da seveda način, kako se ti argumenti danes soočajo, se mi zdi popolnoma neprimeren. Gre vse preveč za diskvalificiranje vsakogar, ki razmišlja drugače. Pravzaprav drugače misleči so že označeni za razredne in druge sovražnike in to ni dobro. Želel bi si tudi, da bi neka kultura dialoga bila bolj prisotna, želel bi si več argumentov, predvsem pa bi si želel, da na miren, dostojanstven način pridemo do dobrih rešitev za Republiko Slovenijo. Predvsej nas je presenetila vest, da se bo stranka Prerod, torej vaša stranka, morebiti ali celo verjetno na volitvah povezala s Hanovimi socialnimi demokrati, oni so zdaj v koaliciji. Zakaj gre pravzaprav? Kako se je začel ta proces približevanja? Kdo je zanj dal pobudo in na kakšen način? In zakaj sploh? Kako daleč ste prišli?
Mnogo vprašanj, torej, dovolite, da si vzamem mogoče minuto več, kar se tega tiče. Izhodišče je popolnoma jasno. Stranka Prerod ne bo se zlivala in povezala v nekakšno unijo z nobeno stranko. Uvodoma sem povedal, da smo nastali zato, ker želimo ponuditi alternativo temu, kar gledamo. To je prvo. Drugo, ker ohranjamo kulturo dialoga in ker je gospod Han mene povabil na pogovor, sem se tega tudi udeležil oziroma sem se povabilu odzval. Odzval se bom vsakršnemu povabilu, kdorkoli bo poklical, ker se mi zdi to prav. To je temelj bontona medsebojnega komuniciranja. Midva sta se dobila na enem pogovoru, kjer mi je predstavil nekatere poglede. Jaz sem že tedaj povedal, da je ideja o tem, da bi bodisi nastopili skupaj na volitvah ali se kako drugače povezali, popolnoma preuranjena in neutemeljena. In sicer iz dveh razlogov. Prvič, imamo določene procedure in organe, ki o tem odločajo in ti morajo seveda imeti pravico o tem odločati. In drugo, menim, da lahko naredimo vsak za sebe več kot skupaj. 1+1 ni 2 v politiki. Tako je, bravo. In to sem tudi jaz njemu povedal. Zdaj, seveda, če bi obstajale globoke sinergije, potem morda celo lahko najdemo neko obliko, ampak sam osebno menim, da ta trenutek še ni 1+1 3, ampak je lahko celo 1+1 celo kaj manj. Za tega sem zadržan, kar se tega tiče, ampak še enkrat, o tem se bomo pogovarjali tudi na organih stranke in videli, kako in kaj. In nazadnje se mi zdi pomembno povedati naslednje. Mi smo vstopili v ta politični prostor na nek način brez velikih prtljak in na svež način. Želimo in zagovarjamo in branimo integriteto. Želimo upeljati nek svež veter v tem delu. Zdaj, drugi seveda, ki imajo določeno zgodovino, politično zgodovino, pa imajo tukaj po mojem pač drugačne izkušnje in mi si ne bi želeli od nikogar prevzemati določeno breme, ker če ne bomo imeli breme na sebi, bomo tudi težje odločitve sprejemali, ki bodo dobre za Slovenijo. Vaše srce gotovo bije na levi strani. Drži. Pa ko govorite o bremenih, ali to pomeni, da pravzaprav ne bi vzeli na svoje pleča bremena, recimo temu, stran poti nekaterih članov v socialnih demokratih? No, zdaj, kako bodo oni sebe strukturirali in obravnavali stvari znotraj sebe, prepuščam njim, se pa strinjam jaz osebno s tem. Nimam nič, ne želim imeti nič in naj pri tem tudi ostane. Torej, mi si želimo samostojne poti, brez preomenjenih bremen. Kolikšna je stopnja verjetnosti, po vašem mnenju, da se boste povezali s socialnimi demokrati? Če nam zaupate kako številko, bomo zelo veseli, tudi bralci, tudi poslušalci bodo. Veste, ko se pogovarjamo o povezovanju, je treba seveda definirati robne pogoje. Zdaj, kaj pomeni povezovanje? Ali to pomeni skupna lista, ali to pomeni neka personalna unija, ali to pomeni zgolj oblika, da se v programih nekje ujamemo. Jaz osebno mislim, da se v nekaterih programskih izhodiščih lahko ujamemo. Recimo eno izmed področij, kjer, in verjetno bomo o tem govorili tudi naprej, je stabilizacija in previdljivo gospodarsko okolje. Mislim, da se tukaj lahko srečamo in skupaj delamo za to, da bo to postalo. Drugič, verjetno se lahko ujamemo tudi v delu, kjer trdimo, da mora biti upeljana regionalizacija v Sloveniji in da mora biti vlada razbremenjena vsakodnevnih izzivov, ki se dotikajo recimo pokrajine. Tako pokrajine, kjer se vlada ukvarja praktično za vsako občino posebej. Jaz mislim, da so vsem dolžni spoštovanje do občin, ampak naj se ljudje za božjo voljo upravljajo sami in za to prevzamejo odgovornost in vlada ne vzpostavi okvir, da se bo to lahko zgodilo. Vlada pa bi se mogla soočati z strateškimi premisliki, ki jih je mogoče danes premalo. Torej, dajete večjo težo ljudem na lokalni ravni, pa ni vendar država tista oziroma predsednik vlade, ki najbolje ve. Ja, no, lejte, tlele seveda jaz malo drugače vidim te stvari. Zdaj pač prihajam iz akademskega okolja, pa če lahko navržem 2 citata. Ne. Prvi je ta, da seveda, če si najpametnejši v sobi, potem je verjetno čas, da zamenjaš sobo, ker si verjetno v napačni sobi. In druga stvar je, da če se ti nekatere stvari ponavljajo in jih ti še naprej ponavljaš z isto metodologijo, pa pričakuješ drugačen rezultat, potem imaš seveda neko težavo. In tukaj mislim, da moje stališče je seveda popolnoma diametralno nasprotno. Jaz bi si želel, da imam v ekipi bistveno pametnejše ljudi od sebe, namreč trdim, da drugi lahko vedo več in moja naloga, če bi bil kdaj v funkciji odločevalca,
konca je, da tem dobrim idejam in dobrim predlogom prisluhnem, da poskušam sprejeti tiste odločitve, ki bodo za državo, državljanke in državljane najboljše in ne tiste, ki so mogoče za moje preživetje najpomembnejše. Povezovanje socialnih demokratij je na nek način podprl tudi gospod iz ozadja, nekdanji predsednik Milan Kučan. Ali ste v isti sobi z njim? Ne, zaenkrat ne. Jaz sicer gospoda Kučana zelo spoštujem in mislim, da je ogromno naredil za slovensko državnost, je zelo pronicljiv gospod in ima mnogo dobrih idej, ampak še enkrat, mislim, da je prav, da odločitve o tem, kako in na kakšen način bomo delali, sprejemajo tisti, ki so člani stranke in ki so v organih stranke, in pa tisti, ki so oblikujejo dejansko prihodnost Slovenije. Jaz sem vedno zato, da mi kakšen dober nasvet pride odkod zunaj, to seveda sem zelo vesel in ga bomo tudi proučili, ampak na koncu vseh koncev bodo te odločitve naše. Še enkrat, cilj je, da sodelujemo pri tem, da bo čim več volivk in volivcev namenilo glas sredini levo in da bi, če bo le mogoče, tudi odločilno sestavljali vlado naprej in ta bi bila sredinska oziroma levo-sredinska. A si že rišete koalicije na lastnem zemljevidu? Kje je tu doktor Golob? Ali je on levičar? Ali je kaj drugega? Ali si predstavljate z njim dnevno sedeti, če bo on predsednik vlade in njegov način vodenja? No, kot sem povedal, mi prihajamo kot alternativa temu, kar gledamo danes in jaz bi si želel, da bi priložnost za to tudi dobili. Jaz se seveda moram potem nekako pokoriti tistemu, kar bodo ljudje na koncu odločili, to je čar demokracije, ampak jaz ne bi sebe jemal zdaj kot problem, ampak kot rešitev problema. Torej, če bodo volivke in volivci želeli naprej takšno strukturo, kot jo danes gledamo, jo bodo tudi podprli in dobili. Jaz osebno, kot rečeno, se lahko v tem delu izvzamem iz tega. Imam ta privilegij, da ne bom ustrajal za vsako ceno in trmaril nekje v kotu. Razumem, da so lahko odločitve tudi drugačne in jaz sem zamenljiv in pogrešljiv v vsakem primeru. Bi si pa želel, da ne bi rabo izbirati med tem, kar ste našteli. Torej, vi bi, če vas prav razumem, lahko kot minister sodelovali z morebitnim novim predsednikom vlade, ki je stari predsednik vlade, dr. Golobom. Ali menite, da če slučajno vaša stranka, povezavi ali ne, prehiti Svobodo, da bi dr. Golob lahko sodeloval z dr. Prebiličem kot predsednikom vlade? To je dobro vprašanje, ampak mislim, da je to bolj za gospoda Goloba v tem primeru. Vem, sem politik, pravzaprav vedno gleda svojega nasprotnika oziroma celo zaveznika in poskuša stopiti v njegovo glavo. Jaz bom tako povedal. Kot rečeno, moj način vodenja je drugačen, moj način vodenja je takšen, da poslušam pametnejše od sebe, je takšen, ki vključuje, je takšen, ki je preudaren. Ne odločam se jaz hipoma, ne odločam se čez noč. Mislim, da je preudarnost vrlina, da politik mora se naučiti tudi poslušati in ne samo govoriti. Torej, če mu je tako vodenje blizu, potem je vsak dobrodošel v moji ekipi. Pa mislite, da mu je blizu, glede na poznavanje? Mislim, da lahko vsi, ki smo v Sloveniji in ki poslušajo najin pogovor, vedo odgovor na to vprašanje. Dobro. Rekli ste, da si želite sredinske vlade, mogoče za kanček bolj levo usmerjene, ne nazadnje levičar ste. Da. Pa si v tem konkretnem primeru predstavljate vlado, v kateri ne bi bilo niti dr. Goloba, niti Janeza Janše. Govorimo o tako manj sredinski vladi, ki bi vsebovala vas, potem NSI, Logarjeve demokrate, socialne demokrate, morda tudi Svobodo brez Goloba. No, jaz bi predvsem si želel, da vlada, ki bo stabilna, torej da bo imela seveda dovoljšno podporo v državnem zboru, odločitve, ki nas čakajo, ne bodo popularne in neprijetne, bodo pa nujne. Drugič, želim si, da bi tisti, ki bomo sedeli za mizo, bili sposobni se medsebojno spoštovati in pred svoje interese in interese strank postavljati interese države. Zdaj, je pa tudi res, da ta kombinacija, da bi ne vključevala enega in drugega, bo verjetno
težko dosegljiva, ampak počakajmo, kako se bodo stvari odvrtele. Jaz si samo želim, da tisti, ki bomo za mizo, da bomo lahko normalno se pogovarjali in skupaj iskali najboljše rešitve. Torej ne izključujete morebitne koalicije z Vrtovcem, Logarjem, Hanom? Ne, jaz mislim, da še enkrat, volivke in volivci bodo tisti, ki bodo to povedali. Jaz sem odprt za vse pogovore. Še več, jaz mislim celo, da bi morali na katerih točkah doseči neke vrste nov družben dogovor. Bom lahko povem, kateri so to. Zlasti na 3 področjih. Prvo je definitivno, ko se pogovarjamo o gospodarskem okolju, bomo morali vsi, tudi tisti, ki ne bodo v koaliciji, se dogovoriti, kakšno to okolje bo v smislu davčnih in drugih obremenitev, v smislu pridobivanja gradbenih dovoljenj in odpravljanja administrativnih ovir in v smislu internacionalizacije. Tukaj bo treba nek nov model, ki bo konsenzualen in jaz si želim tukaj res široke. In drugo področje je varnost in obramba, tam bo treba tudi doseči en kompromis, kam bomo šli, na kakšen način in s koliko bomo šli. Ocenjujem, da je tukaj preveč histerije, preveč neke neučakanosti. In tretji, zunanja politika. Tukaj bo potrebno doseči širši konsens, tako da jaz vidim ali pa pričakujem sposobnost tistih, ki bomo sedeli za mizo, če bomo, da bomo znali doseči najprej kompromis v koaliciji, ampak tudi širše. Veste, politika izključevanja, ne bomo se z nikom pogovarjali, kot recimo imamo danes primere, to ni konstruktivna politika. Jaz trdim obratno, tudi iz občine, iz katere prihajam, veste, vsakdo, ki sedi v državnem zboru, je dobil zaupanje določenega količina volivk in volivcev. Torej, zasluži si spoštovanje že iz tega naslova. In to, da se z njim ne pogovarjam, se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Torej, pogovarjali se bomo z vsemi in kot sem rekel, vztrajal bom, da v tem delu, kjer gre res za vitalne nacionalne interese, da smo sposobni doseči nek skupen dogovor. Omenili ste Kočevje, načeli ste temo gospodarstva, k temu bova prišla čez nekaj minut. Gospodarstveniki, s katerimi se redno pogovarjamo, tudi z vašega konca, vas kar cenijo. Znali ste jim pomagati, recimo tudi pri tem, da je Yaskawa dobila sedež v vašem območju. Ne? In kako to, in vas imajo za uravnoteženega, kako to uravnoteženost prenesti na državno raven? Skratka, normalnost, normalni ljudje. Ne moremo namreč če se izrazim ljudsko, prmej trditi, da so to nujno zelo uravnoteženi ljudje. Drži, hvala za to vprašanje. Če smem, mogoče da oriševa za vse tiste, ki Kočevje morda ne poznajo dobro. Moj prihod na občino je bil v času izjemno visoke stopnje brezposelnosti in tudi v času nizke proračunske realizacije. Če sem zelo konkreten, šlo je za 20+ % brezposelnosti in šlo je za slabih 15 milijonov realizacije proračuna. Ko sem zapuščal te vrste, torej ko sem se poslavljal iz Kočevja, je bila ta nezaposlenost na 8%, oziroma, če bi rekel temu, očiščena zaradi specifične populacije še manj, ki pač ne dela. In drugi del realizacije smo povečali skoraj za 2,5-krat. Torej, kje je rezultat oziroma skrivnost uspeha? 3 stvari sem jaz postavil v ospredje. Prva stvar je, da nehamo in da spoštujemo gospodarstvenike in podjetnike, ki v življenju uspejo. Jaz tukaj nimam nobenih težav in nikomur nisem favš. To je prva stvar. Namreč jaz ko sem se prvič srečal z gospodarstveniki na eni večerji, sem jih povabil k sebi na večerjo, malo se jih je udeležilo, ker so bili zelo nezadovoljni, pravzaprav so si mislili, kaj ćemo mi zdaj z županom. Potem se je pa ta stvar prijela in naučili smo se med sebojno pogovarjati. In na vsaki večerji, ko smo imeli, sem vedno povedal, sem rekel, hvala vam, gospe in gospodje, da ste uspešni. Ker s tem, ko ste vi uspešni, smo tudi vsi ostali. Torej, to je ena stvar. Torej, dekriminalizacija uspeha in privoščitev tistim, ki uspejo, da so res dobri in jih postavlja tudi za vzor. Torej, podjetniki nimajo, kot bi rekel morda gospod Golob, predolgih jaht. Ne, glejte, jaz mislim, da podjetniki si najbolj vejo, kako in na kakšen način bodo razporejali svoj denar. Jaz bi si želel, da bi ga veliko investirali v znanje, razvoj in tako naprej. In jaz mislim, da to tudi počno. K temu jih je treba tudi spodbuditi. Torej, uspeh podjetnikov za mene in noben kriminal. Seveda, dokler je pravno in legalno tako, kot mora biti. Druga stvar, ki je pomembna, je država/občina je tukaj zato, da omogoča ta uspeh, ne da ga ovira. Pri nas konkretno smo šli z odpustki pri komunalnih
dajatvah, torej, ko je nekdo investiral, smo dali odpustke tudi do 90% komunalnega prispevka. Prilagodili smo se z NUSZ-jem, poiskali smo sodelovanje med šolskim sistemom in lokalnim gospodarstvom, integrirali nekatere inženirje v pouk v tisti tako imenovani 20% odprtega kurikuluma v srednji šoli. Recimo, iskaveni inženirji danes učijo v naši srednji šoli, kar je super. In na ta način se že dogaja headhunting, torej ti ljudje, ti mladi ljudje, otroci, ko zaključijo 4. letnik, že dobro poznajo podjetje in tudi, če gredo študirati v Ljubljano, vejo, kam bodo prišli nazaj. Torej, to so stvari in to gospodarsko okolje mora ustvarjati tako država kot občina. In zadnja stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da je treba zgoditi nek odnos zaupanja in odnos predvidljivosti. Jaz nikoli ne bom pozabil, ko je prišel gospod Štern, on je bil takrat CEO Yaskawa Europe in so sedeli v moji pisarni 2015 za podpis kupoprodajne pogodbe za zemljišče 4,5 hektarja za prvo fazo. Me je vprašal, je rekel, gospod župan, a boste vi kandidirali prihodnje leto? Sem rekel, ja, se to nima nobene veze, sej vi, ko kupite zemljo, boste že delali naprej. Ne? Rekel, ne, veste, jaz moram približno vedeti, s kakšnim formatom človeka se bom mogel ukvarjati naprej. Ker če bom danes kupil to zemljo in se bom po domače oženil z lokalnim okoljem, ne želim, da bi to lokalno okolje meni povzročalo težave in probleme. In takrat so si dala roko, so rekli, lejte, če vi začnete graditi, bom jaz kandidiral. In zakaj je ta zgodba? Zaradi tega, ker podjetniki rabijo predvidljivo gospodarsko okolje, ki se ne spreminja z vsako vlado. Jaz se s tem globoko strinjam, pa vendar vas kot politika vprašam, malo dvorite gospodarstvu, sem prepričan, da to tudi resnično mislite, ali vam lahko ta naravnanost na volitvah škoduje? No, zdaj seveda nekateri bi rekli, da mi bo škodovalo, ne? Ampak jaz, veste, globoko verjamem, da lahko mi kot družba uspemo samo, če bomo bili produktivni, kreativni in gospodarstvo to je. In še enkrat, jaz nimam težav, če nekomu uspe, nikomu nisem nič fovš in mu privoščim. Kot sem rekel, imamo seveda gospodarstvenike različnih profilov in značajev, ampak nekako se mi zdi, da moramo vsi stremeti k temu, da na en način seveda podpiramo in smo uspešni, in na drug način poskrbimo za tiste, ki to ne morejo. Nikoli nisem bil za to, da bi mi postali strašno liberalna družba brez socialne komponente, nikoli. Jaz mislim, da je prav, da se poskrbi, smo le tako majhen narod, da se lahko med seboj in si moramo pomagati med seboj. Seveda sem proti temu, da se socialni in drugi transferi izkoriščajo, to me zelo moti. Trdim, da je delo še vedno vrednota in mora biti vrednota. Tukaj imam dostikrat tudi drugačen pogled, recimo od morda socialnih demokratov ali pa od stranke Levice, ker se mi zdi, da se vedno znova pogovarjamo o subvencijah in transferjih, ne pa o tem, kako bomo delo nagradili. Delo mora biti motivacija in jaz si želim, da to ponovno postane. Ampak kot rečeno, jaz to preprosto tako mislim. Ne? Zdaj, če pač bo to tako moteče, da je zaradi tega ne bom uspel, tudi prav, ampak se mi zdi, da je čas za transparentno politiko, integritetno politiko in integriteto najlažje prevedemo z enim stavkom. To, kar govorim, mislim in to, kar govorim, delam. In to bom tudi počel. Tako da pri meni bodo ljudje dobili točno to, kar bodo slišali. Vem, da se to sliši čudno za slovensko politiko, ampak mislim, da je čas, da se takšna vrne nazaj. Govorite o delu. Da. Pa vas zdaj vprašam še tole. Delo, pravite, je vrednota. Ali je prav, da največjo oziroma zelo pomembno slovensko vrednoto tako obdavčimo, kot recimo škodljive substance? Ne, nikakor ne. In to je tudi del našega programa. Sam osebno menim in prav danes sem bil na gospodarski zbornici, smo se tudi o tem pogovarjali. Veste, jaz mislim, da smo vsi sposobni speljati srednjo pot. To pa je, da seveda v enem delu absolutno razbremenimo delo z davkom. Mi pogovarjali smo se danes tudi o tej kapici, kje bi bila, na kakšen način bi bila in tako naprej. Jaz mislim, da je to nujno potrebno narediti iz 3 razlogov. Prvič, treba je tiste, ki so najbolj ustvarjalne, nagraditi in jih motivirati, da bodo še bolj, ker samo na ta način bomo dejansko uspeli prebiti to nesrečno počasno gospodarsko rast. Drugič, treba je te ljudi dati za vzor, da bodo tudi ostali temu sledili. In tretjič, zdi se mi, da na ta način res priznamo, da je znanje vrednota, ne pa da je problem. Ja. Mislim, da bi vas kolegi, novinari pri Mladini raztrgali zaradi omembe socialne kapice. Ja. To je vendar za levo, tudi levo sredino, bogokletna fraza. Vendar, če zdaj dokončam ta isti stavek in misel,
Torej, ta kapica, jaz jo predstavljam kot neke vrste interval zaupanja, se pravi, da se dogovorimo, znotraj katerega pasu se ta nahaja. Jaz sem še vedno za to, da tisti, ki imajo več prispevajo, brez nadaljnega. In nadaljujem le prejšnjo misel. A veste, čeprav imamo danes vlado, kot jo imamo danes recimo flat rate na področju zdravstvene obremenitve oziroma prispevkov. Ne? Se pravi, vsi plačujemo okrog 35 evrov. Zakaj je temu tako? Ne? Jaz mislim, da je tukaj rezerva, kjer bi lahko tisti, ki imamo več, lahko dali več in na nek način uravnovesili ta izpad tega prihodka. Naj bom res kristalno jasen. Nisem jaz za to, da bi z izpadov davčnih prihodkov v čemarkoli trpeli javni sistemi, ki so tisti, ki garantirajo enake možnosti vsem v naši državi in jaz mislim, da je to vrednota in mora ostati. Sem pa za to, da z prerazporeditvijo nekaterih odhodkov ustvarimo tisto rezervo, zaradi katerih bomo lahko nekaj tudi razbremenili. Tukaj mislim, da je rezerva, da smo bolj racionalni, da je tudi manj korupcije, da poberemo vse davke, ne samo nekaj njih in tako naprej. Torej, če vas prav razumem, malo razbremeniti najbolj produktivne, tiste, ki imajo višje plače, da jih lahko potem nagradiš, potem ta izpad nadomeščati recimo tudi s tem, da se nekoliko poviša nekdanji prostovoljni prispevek. Tako. Potem pa sem vas tudi slišal, da socialni demokrati zelo veliko govorijo o subvencijah gospodarstvu, je tudi to bi nekatere subvencije zmanjšali? Ja, jaz mislim, zdaj to je bila moja izkušnja, lahko se o tem še pogovarjamo, ampak tudi samo gospodarstvo trdi, da same subvencije so za njih manj atraktivne, kot okolje, v katerem delajo. Ne? Ampak to je tudi Reagan govoril o tem. Reagan je velikokrat povedal, kako se naj podjetnik počuti, če njegov konkurent dobi denar od države, on pa ne. Se strinjam. Jaz bi si želel, da nihče ne bi rabil subvencije, zelo iskreno, in da bi podjetniki lahko svojimi idejami in kvalitetnim delom dosegali rezultate brez tega. Mislim, da če bomo naredili preomenjeno potezo na področju razbremenjevanja dela, če bomo naredili veliko na področju umeščanja v prostor, ker bodo lahko podjetniki ne v 3 letih, ampak v 3 tednih dobili gradbeno dovoljenje, kot je bila primer Yaskawa v Kočevju. Če bomo z internacionalizacijo pomagali, da bo podjetništvo še bolj vidno v tujini, mi smo izrazito izvozna država in mi potrebujemo to asistenco. Jaz osebno globoko verjamem v institut gospodarskih atašejev, torej jaz mislim, da bi morala biti diplomacija opolnomočena ravno s tem in gospodarskih atašejev ne vidim, veste, v državnih uradnikih nikakor. Vidim jih v ljudeh, ki jih bodo izbrali na gospodarski zbornici oziroma tam, kjer najbolj znajo in jih vključili v ta sistem promocije. To je avstrijski model, pravzaprav, da gospodarska zbornica sestavlja gospodarsko diplomacijo, ne pa ministrstvo za gospodarstvo. Točno. Ali zunanje ministrstvo. Ja, samo v Avstriji je pa obvezno članstvo v gospodarski zbornici, zaradi česa se lahko tudi ta dejavnost financira. Se strinjam, in če se vas že prej pogovarjali o podpori gospodarstvu, namesto neposrednih subvencij, tukaj vidim jaz potem morda ta denar, ki bi ga namenili za spodbujanje gospodarstva. Jaz mislim, da najprej bo treba seveda pomagati, logično, shoditi bo treba in tukaj mislim, da je prav, da sodelujemo in tudi nekaj primaknemo. Ampak veste, to je tista dodana vrednost, ne? Še enkrat, subvencije same po sebi pomagajo mogoče preživeti določeni panogi v nekaterem aspektu. Dobro, tukaj to je ena stvar. Ne? Torej, ko je stiska, se malo pomaga. Subvencije se morda dobrodošle tudi tedaj, ko gre za izrazito napredno tehnologijo, ki ima neke tako imane spillover efekte. Tako je. No in tukaj pa mislim, da imamo mi ogromno rezervo. Jaz osebno jo vidim predvsem v 2 stebrih. Eno so neskončni, v navednicah, depoziti ljudi na bankah, se pravi, mislim, da smo okrog 30 milijard ta trenutek. Ja, ampak če to pogledaš, koliko ima povprečen Slovenc, ne prideš do tako visoke številke. Sam hočem reči, ta denar dejansko je mrtev denar in moral bi se zavrteti. Zakaj se ne zavrti, po moji oceni? Zato, ker gre za neko nezaupanje. Ljudje se ne odločijo v investicijo, ne vem, v start-upe ali v spillover podjetja, ker enostavno ali A tega ne razumejo, ali B enostavno menijo, da to nima prave prihodnosti.
prihodnosti. Tukaj rabimo zdaj državo, ki bi lahko z svojo prisotnostjo omogočila neko varnost takih naložb in bi ta denar se sprostil. In druga stvar, ki jo tudi sam ne razumem, je naš potencial na področju pokojninskih skladov. Medtem ko hrvaški pokojninski skladi kupujajo naše blue chipe in paradne konje v Sloveniji, jaz ne vem, kaj počno naši pokojninski skladi v Sloveniji. Jaz mislim, da bi tukaj morali biti prisotni, da na področju tako imenovanih tveganih naložb so poleg, da dajo neko blazino, da se potem na to lahko pripnejo tudi druge naložbe. Torej tukaj mislim, da imamo mi velike rezerve. Sprostiti ta krč, seveda še enkrat, se pa zavedam, da tukaj brez stabilnosti, tudi se strani države in pomoči, ne bo šlo. Torej tukaj so še, po mojem, milijardne zaloge, ki bi v področju tveganih naložb lahko pomagale biti bolj propulzivne in namesto klasičnih subvencij ponudile asistenco tveganemu kapitalu in naložbam. Veliko se govori o izdatkih za obrambo, vi ste tukaj strokovnjak in zdaj naj bi kar na lepem Das Auto postal Der Panzer. Ja. Kar je seveda utopija in tudi nesmiselno po mojem mnenju. Se strinjam. Pa se malo pogovarjamo o tako imenovanih dualni uporabi in tako naprej. Vi imate tukaj nekoliko drugačno mnenje, po mojem prepričanju. Da. Veste, najprej, če se sveva samo malo ozret, ker ta istočnica je zelo dobro v zgodovino nemškega gospodarstva. Krupp, Henschel, Porsche in tako naprej, to so vse tovarne, ki so išle iz vojaško-industrijskega kompleksa. Se pravi, so že delale pancerje, če se malo ciničen. Kako se je to končalo, tudi vemo. Torej, jaz si ne želim, da bi se popeljali po tej poti. Veste, dual use oziroma dvojna raba, ki jo vsi danes promovirajo in propagirajo, seveda je dobro pokritje resnice. Ampak jaz vse tiste, ki tako veliko danes govorijo o dvojni rabi, preprosto vprašam, kako pa vidite vi Leoparda 2 v dvojni rabi? Dobro, imeli ga bomo parkiranega za to, da bo šel na fronto, popoldne bomo pa kaj, ali bomo nivo orali, ali bomo to delali? Mislim, da ne. Torej, veste, tukaj gre za neko izigravanje, po moji oceni, in ni fair, da se to na ta način dela. Mislim, da je treba, ko govorimo o obrambi, 3 stvari najprej povedati. Prvič, dejstvo je, da seveda obrambna kapaciteta Evrope se mora povečati. Ampak preden se ona poveča, je treba najprej pogledati, kaj imamo. Mi nimamo danes tako malo. Če bi danes šli skozi arzenal 27 obrambnih sistemov držav članic, bi ugotovili, da imamo kar nekaj že na zalogi. Danes, Drugič, tudi vojakov nimamo tako malo. Če bi se šteli vse vojake, bi danes ugotovili, da Evropska unija razpolaga z živo silo ranga milijona vojakov. Govorim 27 držav članic. Kje imamo pa težavo, pa je, da imamo mi danes 27 različnih vojska. Torej, moj premislek je, najprej je treba integrirati to, kar imamo. In iz tega narediti tako imenovan spillover ali pa multiplikativni učinek. In tukaj ne naredimo nič. Zakaj? Ker vsaka država ljubosumno čuva svoje obrambne kapacitete in jih ne želi v narekovajih posojati. To je eno. Drugič, ko imamo integracijo končano, se moramo vprašati, proti komu se bomo borili in kakšno vojno se bomo borili. A je nujno potrebno res pancerje delati, ali je nujno potrebno delati drone, ali je nujno potrebno delati rakete. To bi potreba narediti in ko bomo vse to postavili, šele potem pa rečemo, zdaj bomo pa nekaj kupili. Zdaj se pa obnašamo tako, da v bistvu zjutraj nekdo vstane in reče, jaz bi si kupil en avto, 3 ima že v garaži in pa bi vseeno imel še en avto. O tem se pogovarjamo in mi ne smemo zapasti pod to histerijo, da bo dejansko vojna ekonomija rešila gospodarstvo Evrope. Zakaj? Morda že nekaj preživete poslovne modele. Tako je, ker tudi ekonomist, jaz sem zadnjič poslušal profesorja Damjana, ki je lepo povedal, multiplikativni učinek vojaške industrije je 0,7. Gradbeništva je, mislim, da 1,7 oziroma 1,8. Torej, zakaj investirati evro, da boš dobil ven 70 centov? To je temeljno vprašanje. In jaz mislim, da tega ne potrebujemo. Najpomembnejša zgodba, ko pa se pogovarjamo o evropski zgodbi, pa je, da če gremo v oboroževalno industrijo, ta trenutek seveda trg obstaja, ker ga imamo v Ukrajini. Ampak jaz sem prepričan, da bo ta vojna se končala in tudi sem prepričan, da Evropa ne bo šla po poti zunanje politike ZDA in to je, da bo povzročala konflikte po celem svetu in s tem povzročala tudi porabo oziroma potrebo. To ni DNA naše evropskega projekta in zato se mi zdi, da je zdaj
preuranjeno vse te stvari zganati, ker če bomo danes vzpostavili kapacitete v Rheinmetallu za proizvodno, zmišljujem se, 10,000 tankov na leto, kam bomo s temi kapacitetami čez 5 let? Ko bomo vsi imeli tankov dovolj. Zastarele bodo in bo treba delati nove tanke. Ja, zastareli bodo, sem kam bomo zastarelimi. A jih bomo potem prodali v Afriko, kjer bomo kurili določene vojne in potem še v njih sodelovali. To ni evropski način zunanje politike, saj jaz upam, da ni in ne bi smel biti. Naša logika mora biti visoka dodana vrednost, mora biti propulzivne tehnologije, ne pa vlaganje v orožje. Ampak ko sta se že dotaknila, pa pojdiva malo nazaj. Govorili ste o predvidljivosti. Ta je nujno potrebna za uspešno gospodarstvo. Še marsikaj drugega je potrebno, pa vendar predvidljivost. Glejte, ko je Golobova vlada sedla v svoje naslonjače, je bilo rečeno, da bo treba regres, ki ga je kot neobremenjenega uvedel Šarec, obremeniti. 3 leta kasneje na vrat na nos neobremenjena božičnica. Proti božičnici per se pameten človek ne more imeti ničesar. Sam če pa jo napoveš 2 meseca pred uresničitvijo denarne obveznosti, pa to ni ravno v slogu predvidljivosti, še več kaže na eratičnost, ki lahko marsikaj skvari v gospodarstvu. Investicije se ustavijo in tako naprej. Kako bi se vi lotil tega problema božičnice na način, da bi bilo hkrati dobro za ljudi in hkrati za gospodarstvo predvidljivo? Torej, zelo se strinjam s to ugotovitvijo. Povzročeno je bilo ogromno vznemirjenje povsod, tudi sam se srečujem in še enkrat se strinjam tudi s tem, da ljudje je prav, da dobijo in tle ni nobene dileme, način je pa seveda zgrešen. Jaz mislim, da bi morali takšno odločitev dejansko sprejemati najmanj, kar je v začetku leta, da ne rečemo v začetku mandata. To je A. B. Odločitev bi bilo treba sprejemati v tesnem konsenzu z lastniki kapitala oziroma z gospodarstvom. Zakaj? Zaradi tega, ker je prav, da vedo, kaj jih pravzaprav čaka. Bodimo odkriti in se o teh stvarih tudi pogovarjajmo. Jaz sem, veste, globoko prepričan, da številni gospodarstveniki že danes nagrajujejo svoje delavce, ker glede na to, kakšno demografijo imamo, in to je spet tema za mogoče naslednji pogovor, delavcev preprosto ni. Ne? In vsakdo, ki je odgovoren podjetnik, bo zelo poskrbel, da bodo njegovi delavci nagrajeni, ker po mojem se zelo zavedajo, da je to največji kapital podjetja. Iznuje in tudi zato, ker je prav. Tako, iznuje in ker je prav. Zelo se mi zdi tudi nefair, da vlada sebe postavi v funkcijo, da ex katedra nalaga obremenitev v smislu, vi ne veste, mi vam bomo povedali. To je za mene zgrešen način komuniciranja. Še enkrat, treba je imeti spoštljiv odnos. Jaz sem še enkrat prepričan, da bi podjetniki zelo, zelo pritegnili k temu, če bi seveda v ta proces bili povabljeni v pravem trenutku. Torej, mislim, da je način dela tukaj tisti ključ do lažjega doseganja uspehov. In žal mi je, da se je ta stvar tako zdaj preobrnila. In še ena stvar se mi zdi, ne morem se znebiti občutka, da se ves čas želi v Sloveniji nekako izvesti neko polarizacijo. Veste. Imamo levo, pa imamo desno. Imamo mlade, pa imamo stare. Imamo javni sektor, pa zasebni sektor. Ja. Za božjo voljo v tej Sloveniji vse potrebujemo. Tako in tako nas je premalo za vse naloge, ki jih imamo. In se mi zdi to umetno ustvarjanje delitev nepotrebno in seveda služi kratkoročnim morda političnim ciljem posameznikov. Torej gre pravzaprav za to, jaz vam uredim božičnico, vi meni date glas. Kar je logično predvolilno ravnanje, ampak vendar imajo ljudje občutek, da gre za neko banalno transakcijo. No, jaz mislim, da, in jaz še enkrat ljudi zelo spoštujem, jaz mislim, da vsi tisti, ki to spremljajo, vidijo, kam pes taco moli in v katerem grmovju se skriva zajec, če sem malo zdaj še pokočevsko navdahnjen. Torej, jaz mislim, da je to podcenjevanje ljudi, no? In da na ta način res se mi zdi, ne moreš voditi politike. Prav je, da imaš ti rešitve, da so to bistveno bolj vizionarske, kakor je sama božičnica, in da, kot sem rekel, sebe ne postavljaš v funkcijo najpametnejšega človeka v Sloveniji. Jaz mislim, da je ravno obratno potrebno, to so se že vodoma pogovarjala, treba je dati prostor za to, da pridemo do kvalitetnih rešitev in odločitev in da pri teh sodeluje čim širši krog odločevalcev. Torej, ne dajati občutka, da si najbolj pameten.
Nikakor, vse sem že povedal. Jaz mislim, da... Kdo želi pustiti tako vtis? To bodo ljudje ocenili. Jaz osebno vztrajam na tem in veste, tukaj mogoče je ta izkušnja iz akademskih krogov dobra. Namreč vedno znova, ko greš na kakšne konference, srečaš pametnejše od sebe in to je dobro. To te ohrani z nogami na tleh, da ne poletiš. In še en mogoče zgodovinsko zanimivo fact-finding varianto. Verjetno vsi veste za Perzijo, takrat je bil znan Darej I, ki je šel na maratonsko polje se bojevati. On je imel ob sebi človeka, sužnja, ki ga je plačal v zlatu in tem je eno samo nalogo, da ga je sužnji, pri njih so bili seveda izobraženi ljudje, to moramo razumeti. Ne? Tudi v Grčiji so bili recimo Aristotel in tako naprej v čudnih razmerjih, ampak so bili izobraženi ljudje. Ta suženj je imel nalogo, da ga je vedno znova, ko je hotel poleteti z nekimi idejami, je rekel gospodar, to pa ni dobro. Ne? Zakaj? Dobro je imeti ob sebi ljudi, ki te spravljajo na tla, z nogami na tla in ti v bistvu kontrirajo, ker potem lahko kreiraš tudi boljše rešitve. Torej, ali bi naša vlada, predvsem finančni minister, potreboval kakšnega sužnja modreca, ki bi mu rekel, veš kaj, tale primanjkljaj, pa božičnica, pa da te Evropska komisija nekoliko krca, gospodar, dragi moj, hodiš malo po robu. Vsi mi bi to potrebovali, zato ker je pri nas kot človeku, človeškemu bitju, smo nekako naklonjeni temu, da smo vzhičeni, da smo najboljši, najpametnejši, najlepši in zato je dobro, da imaš koga, ki te postavi na realna tla. Kar se tiče zdaj naše finančne slike, seveda jaz sem zaskrbljen, to poročilo jemljem skrajno resno, ki ga je, oziroma opozorilo komisije skrajno resno. Namreč dejstva govorijo sama zase, škarje se nam odpirajo, se pravi v času polne zaposlenosti, porabljamo ogromno, manj smo, aktivni na področju investicij. Mislim, da smo zdaj realizacijo investicij v letošnjem letu, kjer je bilo 2 milijarde realizirali nekje na 50%, kar pomeni, da nam ne gre najbolje na tem področju in tukaj je generator te dodane vrednosti. Torej, jaz mislim, da je takšen poziv dobrodošel. Če bi bil sam finančni minister, bi se hudo zamislil, kaj se dogaja, ker še enkrat, leto 26 bo naporno leto, leto 27 pa še bolj. In kar je tudi pomembno zapovedati, proračun Evropske unije, torej večletni finančni načrt, ki ga ravno kar zdaj sprejemamo, nakazuje, da bo poraba zelo omejena, da bo potrebno marsikaj stisniti in jaz mislim, da bi bilo dobro, da pridemo v ta čas s čim boljšo kondicijo in ne že popolnoma utrujeni. Vi poslušate kar veliko doktorja Mraka z ekonomske fakultete, imam občutek. Ja, tudi, ker verjamem v ljudi, ki veliko vedo. Dobro, zdaj pravite, da bosta prihodnji 2 leti, torej 26 pa 27, naporni. Vendar po drugi strani obstajajo nekatere napovedi, iz katerih lahko razberemo, da smo lahko malce bolj tudi optimistični. Morda bo jenjal Trumpov efekt, morda se bodo nekatere stvari umirile. Ali mislite, da bomo spet prišli v obdobje, ko smo imeli recimo napovedano nekaj več kot 2% rast, pa nam bo spet spolzela na 0,8%? No, seveda, jaz, veste, nisem navajen krivde valiti na druge. No? In meni je to zanimivo, ko poslušam v Sloveniji te komentarje. Ja, prvi stavek, kogarkoli vprašaš, začne stavek. Ja, to so geopolitične težave, trgi se ohlajajo. To verjetno je do ene mere seveda tudi res. Tukaj ni nobene dileme. Vejca. Vprašanje je, kaj mi storimo doma ob teh dejstvih. A smo storili vse, kar je potrebno? Smo se pravočasno prilagodili tem izzivom? Smo se pripravili na težke čase? Jaz trdim, da je tukaj premalo postorjenega in ne moramo ves čas samo kazati s prstom na druge. To je pod A. Pod B. Verjetno bo res prišlo do tega, da se bodo nekatere stvari vseeno umirile in uredile, ampak veste, na to se ni za zanašati. Ne? Mi moramo vedno izhajati iz sebe. Kaj mi lahko naredimo, storimo več, če bo pa še to, bo pa po domače cherry on top of the cake, bo pa toliko lepše. Ne? Dejstvo je, da vojna v Ukrajini se bo nekaj končala, to se lahko vsi strinjamo. Nekatere vojne so trajale 30 let. To je res, ampak jaz mislim, da tukaj vseeno, že zaradi čisto objektivnih razlogov, Ruska federacija ima kar velike težave,
zdaj konkretno za zagotavljanje vojaške sile na bojiščih, izgube so velike, njim se dogaja tudi znotraj marsikaj, vojaška ekonomija sicer lahko deluje določen čas, ampak vemo že iz zgodovinskih učbenikov določen čas, ne neskončno časa. Torej tukaj seveda bodo objektivni razlogi, ki bodo pripeljali do konca vojne, ampak tudi če bo konec vojne, se mi zdi, da bo veliko breme rekonstrukcije Ukrajine, se tako zdaj kaže, padlo tudi na breme Evropske unije in s tem seveda tudi na članice Evropske unije. Torej, ne bi rad preveč bil pesimističen, ampak hočem povedati, nekatera bremena nas seveda čakajo in tukaj bo potrebno ta bremena znati pravilno porazporediti. Ampak namesto, da se ukvarjamo preveč z geopolitiko in da se ukvarjamo z našimi partnerji, seveda se moramo vprašati, kaj pa mi lahko storimo in tukaj jaz mislim, da je glavni razlog, da je možno storiti več, konkretno v naših primerih, mi rabimo več investicij, mislim, da je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila zelo dober roadmap, kako bi lahko slovensko gospodarstvo bilo uspešnejše in o tem se bo treba pač odločati doma, ne pa skozi kazati na druge. Ja, zdaj pa marsikaj bo odvisno od Nemčije in uspehov Friedricha Merza kot kanclerja. Friedrich Merz ni na vaši politični strani v smislu levega oziroma desnega pola. In nekateri elementi njegovega programa so tudi spodbujanje vojaške industrije. Das Auto, der Panzer, od avta k tanku. Ali pravzaprav menite, da je fino, če Merzu uspe, ali pa je to pravzaprav nekaj drugega? Kako ste vi naklonjeni tem nemškim poskusom, da bi se izvlekli iz recesije, ki bi nam tudi pomagalo izvoznemu gospodarstvu? Se strinjam, seveda slovensko gospodarstvo je, ne bom rekel odvisno, tesno povezano z nemškim, brez dvoma. Je pa res, da zmoremo mi še marsikaj drugega. Konec koncev, mislim, da je najpomembnejši trgovinski partner ta trenutek Švica. Ja, ampak to je... Vemo. Govorimo o številkah. Ne? Zakaj sem to navrgel? To je bila malo provokacija. Zakaj? Zato, ker trdim, da ni nujno, da ostanemo vezani in povezani samo z enim gospodarstvom. Torej, mislim, da imamo tukaj nekaj izbire, imamo tudi nekaj znanja. Biomedicina in pač farmacevtska industrija je definitivno stvar, kjer smo lahko še bolj prisotni. Sam osebno menim, da moramo znati tudi peljati drugačno zunanjo politiko do Kitajske. Veste, politika soočanja mora nadomestiti politika sodelovanja. In jaz mislim, da tukaj bo potrebno biti malo bolj fleksibilen, ne samo govoriti, s kom ne bomo, ampak tudi s kom bomo in pod katerimi pogoji bomo. Dr. Prebilič, ko govorite v Kitajski, vas kar zelo konkretno vprašam, malo kot provokacijo, ali bi vi vozili oziroma kupili kitajski avto v Sloveniji? Glede na vaš profil obramboslovca in tako naprej. A bi imel s tem problem? Jaz ga sicer ne bi vozil, moram konkretno povedati, zato, ker še vedno verjamem, da je treba evropsko blago nekako spodbujati in bi vozil rajši evropski avto, ali pa vsaj ne kitajskega. Se pa strinjam, da je to neminovno dejstvo. Veste, mi si lahko zatiskamo oči, Slovenci kupujejo kitajske avtomobile in jih bodo kupovali. Iz preprostih dveh razlogov. Zato, ker so sorazmerno kvalitetni in ker so poceni. To je dejstvo. Zdaj, mi se bomo mogli s tem dejstvom navaditi živeti. Mi ne moramo zdaj spustiti rolete dol in reči, ne bo kitajski avto prišel v Slovenijo, ker bo prišel. To je dejstvo. Namesto, da porabljamo energijo v smislu protekcionističnih ukrepov, do ene mere absolutno tam, ker lahko. Po drugi strani pa mislim, da je kvotni sistem tisti, ki je pravzaprav izhod iz te situacije. Torej, ja, pripeljite določeno število vozil, vejca, hočemo reciprociteto. Želimo sodelovati pa mi na vašem trgu s temi in temi produkti. Mislim, da je to bolj realna rešitev kot trgovinska vojna, ker naše gospodarstvo, govorim zdaj o evropskem gospodarstvu, po moji oceni si te vojne trenutno ne more privoščiti. Torej, ja, previdni protekcionistični ukrepi definitivno, ne pa trgovinska vojna po vzoru ZDA, ker naše gospodarstvo tega pa prosto ne preživi. Če se vrneva še malo k politiki, zakončala bo z gospodarstvom, ampak samo še malo k politiki. Kako bi vi, kot človek, ki ima nekaj izkušenj z romsko problematiko, ne nazadnje ste iz Kočevja, kako bi jo vi reševali? No, mi smo jo reševali in jo rešujemo še danes. Veste,
Pri tem je treba 3 stvari povedati. Prvič, zakonski okviri v resnici niso totalno slabi, samo treba jih je izvajati striktno. Tega ne počnemo. Konkreten primer. Če otrok ne hodi v šolo, imamo že danes postopek, kako se potem obvesti Center za socialno delo in Center za socialno delo mora speljati postopek bodisi sankcioniranja ali celo v skrajnem primeru odvzema otroka, ki ne hodi v šolo. Ampak to se ne zgodi. Zakaj se to ne zgodi? Zaradi tega, ker vlada strah na strani javnih uslužbencev. Naprej. Tudi policija lahko izpelje danes že mnogo postopkov, pa jih ne. Zakaj? Zaradi tega, ker, ne da jih je njih strah, ampak zaradi tega, ker znotraj strukture policije dostikrat trčijo potem v postopke kot so, zakaj je bila uporabljena sila, zakaj je bilo uporabljeno to in to. Ne? Torej, veste, policistke in policisti morajo imeti zaupanje sistema, da to, kar počno, da lahko delajo v polni meri. Mi lahko spišemo kakršnekoli zakonske spremembe, če se te ne bodo izvajale, ne bo to nič pomagalo. In končno, zadnja stvar, kar se tiče reševanja konkretno, pri nas smo šli v neke vrste sporazum z skupnostjo na način, da smo iskali, kaj lahko naredimo skupaj, zelo konkretno. Imamo mi 4 romska naselja v Kočevju. In mi bi lahko ustrajali na tem, da seveda mi tega problema ne bomo reševali. Nekatere občine so se odločile za to pot. Mi tega ne bomo reševali. V našem primeru smo se dogovorili, da bomo šli v nek način skupno reševanje izzivov. Zelo konkretno. Seveda mi vemo, da v nekaterih primerih ne moremo izpeljati investicij, recimo v komunalno opremljanje. Ampak smo našli pot, da smo to vseeno nekako storili. Vemo tudi, da nekatere naselje bo potrebno legalizirati, ampak jih je težko, ker seveda v občinskem prostorskem načrtu je to vzame čas. Pa smo se dogovorili za najem te zemlje, tako da je bilo neke vrste srednja legalizacija storjena. In ko smo šli po tej poti, smo ugotovili, da se na marsikakšen problem lahko reši na sporazumen način, ne samo s konfrontacijo. Je pa res, da so tudi mene občanke in občani spraševali, je pa zakaj za božjo voljo nekdo nekaj dobi, drug pa ne. A veste, mi smo iskali rešitev, da kljub temu, da nekdo nekaj dobi, to vse skupaj nas manj stane kot vojna z določeno skupnostjo. Ne? Razumem, ja. Tukaj moramo gledati. Ne? Zdaj, kar je manjkalo in zaradi česa sem jaz hodil v parlamentu, se boste spomnili, je bilo pa, da seveda je manjkal zakon, ki bi nekatere zadeve sistemsko lahko takoj rešil. Se pravi, če nekdo ne hodi v šolo, jutri pride sankcija, zmanjša se otroški dodatek ali se ta preoblikuje v funkcionalo, kar pomeni konc denarnih transferjev. Če nekdo ni plačal kazni, jutri se mu ta zadeva potem pozna nekje druge. To je manjkalo in to je bil moj poziv tedaj, da bi vseeno to nekako pripeljali. Skratka, organi represije, tako se jim pač to reče, seveda, se počutijo vsled nekaterih objektivnih okoliščin, recimo temu, kastrirane. Tudi zaradi nevladnih organizacij. Mislim zdaj, ali so samo nevladne organizacije krive, gre konec koncev za neko samo cenzuro, bi človek rekel. Ljudje preprosto ne želijo imeti težav. In podobno je tudi v sodnem sistemu, podobno je tudi v sistemu tožilstva. Veste, mi smo imeli dolgo časa, da so se bagatelne kraje enostavno zavrgle, zato ker je bilo ocenjeno, da ta kraja je tako minorna, da se sistem ne bo z njo ukvarjal. Ampak to je bilo napačno razumevanje tega, ker namreč iz malega raste veliko. Začnemo z bagatelno krajo, končamo z nečim drugim. Torej, hočem povedati, striktno izvajanje zakonodaje in striktno zahtevanje prevzemanja odgovornosti. Samo zato rabimo v naši državi enakost pred zakonom in ko bomo vse to uveljavljali, bo marsikaj, kar se danes zdi nerazumljivo, postalo rešljivo. Dajva se še dotakniti problematike referenduma nedavnega o, če poenostavimo, evtanaziji. Ja. Tu je leva sredina oziroma leva pol, liberalni pol doživel poraz. Zakaj po vašem mnenju? Ali so morda nekateri otegnili podporo doktorju Golobu in Luki Mescu? Zato, ker mu pač niso všeč. Zato, ker pač njihovo ravnanje morda preveč samozavestno in bahavo? Lahko tudi. Jaz osebno menim naslednje. Kar mene nekako navdušuje je, da smo imeli leto nazaj, se pravi 24. leta, že to vprašanje postavljeno, ali se strinjamo, da lahko si človek skrajša življenje. In načeloma
se je tukaj narod odločil za. Se pravi, mi v osnovi idejo pozdravljamo in to je dobro. Jaz mislim, da smo v tem delu liberalni in razumemo sporočilo, torej seveda smo mi gospodari svojega življenja in če pridem v neko brezizhodno situacijo, želim imeti nek izhod, nek zasilni izhod. No, zdaj je prišlo pa drug del, to pa je, kako to storiti. Ne? To je bil pa ta zakon. Ne? Se pravi, kako se ne zdaj to skrajša življenje in kjer jaz vidim, da je manjko, je, da preprosto vlada ni dovolj opravlja pogovorov ne z strokovno javnostjo, predvsem imamo v mislih tukaj zdravnike, ker namreč kdo je tisti, ki bo to naredil na koncu? Ne? Zdravniki. Ne? Ampak na koncu za vlado so itak zdravniki tisti, ki hočejo na svoje in izrabljati javni denar. No, to je zelo seveda slabo stališče, bodimo pošteni, ne? Ampak hočem reči, tukaj je prišlo do tega, da se vlada ni vzela časa pogovora o tem delu in da se je šlo preprosto na silo. Ne? Spet je bilo stališče, mi že vemo, kaj je dobro, tako bo. Torej, oče. Tako, vse sami veste, vsi mi, ki smo starši, ne? Ko otroku rečeš in se hočeš izogniti argumentu, rečeš, tako bo, ker sem jaz to rekel. Ne? Pa vsi vemo, kaj imamo otroke doma, koliko smo uspešni, kada ta stavek pride na koncu. Ne, treba si je pač vzeti čas in je treba drugo stran spoštovati in jo vključiti v pogovor. Ne? In osebno, zdaj, veste, to je tako intimno vprašanje, ne? Da ne moramo tukaj zdaj gledati, kdo bo koga pohecal, povabil, nahecal, pritegnil. Tukaj je bilo pač mnogo ljudi, tudi na levem delu, se je odločilo za to, da ne podprejo tega referenduma, ker se jim je zdelo, da enostavno nismo izčrpali ne časa pogovora, ne vsebin. Osebno, zdaj bom povedal, čisto osebno, kot Vladimir Prebilič. Veste, jaz, ko sem šel na referendum in sem dal svoj glas, sem se samo to vprašal. Jaz imam seveda svojo pravico in svobodo, da lahko odločam o sebi, kako in na kakšen način bom odšel. Tle se strinjamo. Zdi se mi pa nefer in nepošteno, da bi moja svoboda od te odločitve trčila v drugo svobodo, to pa je, da zdravnika potegnemo to zgodbo. Kako ste se pa odločili? Jaz sem bil proti. Glih zaradi tega, ker se mi zdi, da jaz nimam pravice in moja svoboda nima pravice posegati v svobodo drugega. V redu. Spoštovani dr. Prebilič, zaradi nekaterih stališč, ki ste jih danes izrekli, vas bodo spet okarakterizirali kot politično hieno. Lejte, jaz sem en odgovor na to. Kar sem vas danes pogovarjala, je to, kar jaz dejansko mislim. Zdaj, če je problem v naši državi, da lahko kdo misli tudi drugače, ali če je problem v naši državi, da je nekdo iskren v politiki, potem tudi prav. Ampak, če ne bomo teh vrednot vrnili tudi v politiko in v medčloveške odnose, kar je del politike, potem se naši državi in politiki pač slabo piše. Torej, ali ste prizadeti, če vam reče kdo hiena, ali ste dovolj moškega, da to pokončno prenesete? Jaz bom že prenesel, absolutno, to ne bo nobenega dvoma. Moram sicer reči, da veste, vsi smo samo ljudje. Nikomor ni lepo, da takšne karakteristike ti nekdo prisodi. In ni tudi enostavno, se strinjam. Ni pa to razlog, zaradi katerega bi jaz odnehal. Obratno, jaz mislim, da me mora taka stvar dodatno motivirati in zato bom tudi pošel po tej poti naprej do volilnega dne. Torej, ljudje bodo pa presodili, očitki, da ste hiena, vas pravzaprav krepijo? Jaz mislim, da ja. Zanimivo. Prav. Mogoče bom zdaj še večkrat dobil ta naziv. Mogoče pa boste tudi zaradi nekih skupnih stališč s podjetniki in gospodarstveniki boste deležni opask, da se preveč nagibite kapitalistom, da ste lakaj podjetnikov in kapitalistov. Lejte, jaz še enkrat mislim, da je čas za vračanje v normalnost. To pomeni, da rabimo neko predvidljivost, neko razumevanje drugega, tudi tedaj, ko z njim ne delimo mnenja, spoštljivo obravnavanje argumentov in še enkrat, če je ta normalnost odveč, oziroma če je nenormalnost postala nova normalnost v Sloveniji, potem me za njo zelo skrbi. Mi bomo že preživeli tako ali drugače, ampak ne želim si, še enkrat, da bi ta država, ki je zaenkrat skrenila iz prave poti, po tej poti nadaljevala, pa ne zaradi sebe. Tukaj sta dve moje hčeri, ena, ki je študentka, druga, ki je gimnazijka, in njim
In tistim, ki prihajajo za nami, po moji oceni, smo dolžni ponuditi drugačno prihodnost. Zdaj smo v času adventa. Da. Ali kot politik, obramboslovec, strokovnjak z tega področja dopuščate upanje, da bodo v tem času zazvonili mirovniški zvoni, da bo mir? Jaz si zelo želim, jaz to k temu tudi ves čas pozivam. En preprosta misel, za vojno je vedno čas, za mir je težje. Ne? Torej, vojna je najlažja stvar, za mir rabimo pa drugačne ljudi. Jaz upam, da se bodo vseeno tisti, ki razumejo, da je mir absolutno najpomembnejša stvar v našem življenju, le zedinili in srečali nekje na pol poti. Meni je žal, da Evropska unija v tem delu nekako ni bila dovolj aktivna, da se je odločila, da enostavno se ne bo pogovarjala. To je bila napačna odločitev. Veste, v politiki se moramo pogovarjati tudi tedaj, ko se bojujemo. Zaradi tega, ker enkrat bomo mogli sobivati. Vojna ni dokončna stvar. Lahko je, samo potem planeta več ne bo. Ne? Torej, mi moramo razumeti, da tudi če smo globoko na drugi strani z nekom, mora biti minimalna komunikacija vedno vzpostavljena, ker samo na ta način bomo prišli do takšnih ali drugačnih rešitev. Žal Evropska unija se je dala v avt. Zakaj? Ker vedno znova poziva k temu, da moramo vojaško premagati Rusijo. To je nemogoče, preprosto nemogoče. Pa ne zaradi tega, da mi nimamo vero v smislu denarja ali česa drugega. Mi kot ljudje menimo, da vojna ni pravi način reševanja konfliktov in to nam gre na čas, da se razumemo. Jaz sem za tega ponosen Evropejec. Nam ni vojna tista, s katerim bomo mi reševali medosebne spore. In mislim, da je to edino prav in s tem je treba nadaljevati. Torej, na mesto pozivanja in hujskanja k temu, da se vojna pravzaprav nadaljuje, jaz mislim, da bi morali mi biti facilitatorji oziroma pač tisti mediji, ki bi iskal, ne pa da zdaj na koncu gospod Trump izpade kot pediator in mirovnik. Ne. Mislim, da smo tukaj zamudili eno priložnost in upam samo, da se bomo vrnili nazaj k premisi, ki sem jo prej izpostavil. Če je možno to do konca leta, jaz dvomim sicer, zakaj? Zato, ker so približevalni predlogi, kako sobivati naprej še veliko, oziroma daleč narazen. Ampak še enkrat, nujno potrebno bo, da bi Evropa v tem procesu igrala bistveno bolj proaktivno vlogo in ne samo vlogo tistega, ki bo na koncu prevzel vsa bremena in izvajal ta mir. Mislim, da bo to, če se to zgodi, napačno za vse nas. Dr. Prebilič, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, veliko sreče in tudi miru vam želim. Hvala za povabilo in tudi vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem enako. Hvala lepa. Poslušali ste Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.